Mislil je, da ima popoln alibi. YouTube prenos v živo s časovnimi žigi in dokazi. Pravkar sem se zavedal, da bom dobesedno pil in vozil. V igri, mimogrede, nocoj ne grem iz hiše. Ampak nekaj je ta YouTuber pozabil. Tvoja zgodovina brskanja po spletu ni nikoli zares izbrisana. Izginil je kot moški doma, ki igra Grand Theft Auto. In nič ne kaže na to, da bi bil na tej napravi med 6 uro zvečer in polnočjo. In računi kažejo na zlovešče razkritje. Steven, prijeti ste zaradi umora. To je Scandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Sierra Gillespie. Prazniki so običajno čas, ki ga preživimo z družino in prijatelji. Razmišljamo o preteklem letu in cenimo trenutke z našimi najdražjimi. In prav to sporočilo je YouTuber Stephen McCullough poslal svojim približno 37,000 naročnikom decembra 2022. Nimam veliko bližnjih v svojem življenju, ampak tiste, ki jih imam rad z vsem srcem. Zato je bil popoln šok, ko so nosečo dekle Stevena, 32-letno Natalie McNally, našli brutalno umorjeno v njenem domu na Severnem Irskem. Poslušaj, misliš, da je noseča? Ja, vidim, da ne more dihati in praviš, da je v redu. Prosim. V redu? Sprva so detektivi aretirali Stevena, saj so verjeli, da je odgovoren. Ko pa je zagotovil trdno alibi v obliki 6 ur dolgega prenosa v živo na YouTubu, so ga kot osumljenca izključili. Šele kasneje, ko so detektivi podrobneje pogledali, so odkrili grozljivo resnico. Svetu je sporočal, da bo 18. decembra prenašal v živo. Na tvoji napravi med 6 in 12 ni nobene aktivnosti. Današnja oddaja Scandal nas popelje v Lurgan na Severnem Irskem, veliko mesto v grofiji Armagh. V Lurganu je živela 32-letna Natalie McNally. Po besedah družine, Natalie je bila zelo ljubeča oseba. Bila je ženska, ki je bila vedno le en telefonski klic stran. Bila je tam za svoje prijatelje in družino, kadar so potrebovali spodbudo, nekdo, ki jih je podpiral tako v slabih kot v dobrih časih. In prav to je počela Natalija tistega večera, 18. decembra 2022. Natalie Fund, Stefan Makalov, je gostil YouTube prenos v živo na računu Vote Saxton -7. Kanal je imel več kot 37,000 naročnikov. Stefan pa je pogosto prenašal v živo, medtem ko je igral videoigre. V prazničnem duhu je 18. decembra naslovil prenos kot Violent Night Christmas. Natalija in Stefan sta se spoznala prek Bumble avgusta 2020 in kmalu zatem začela zvezo. Do novembra istega leta sta že sporočila, da pričakujeta otroka. Dečka, ki ga je Natalija nameravala poimenovati Dean. 18. decembra 2022 je Natalija, vedno podporna in ljubeča punca, Stefanu poslala sporočilo, v katerem mu je zaželela srečo pred prihajajočim prenosom v živo. Ob 24:08 zvečer se je celo prijavila na YouTube, da bi gledala Stefana in njegov prenos. Verjetno je videla nekaj takega. Božič je, to je čas, ko smo skupaj, veste. Tako da, ko imam premor, pošljite sporočilo ljubljeni osebi, prijatelju ali družinskemu članu. Nekomu, s katerim se že dolgo nisem pogovarjal. Lahko pošljem kratko sporočilo in napišem: Vesel Božič, kako si? Mogoče je to nekdo, s katerim si se sprl, ali pa preprosto že dolgo nisi govoril, ker pač življenje je tako, življenje pride vmes. Pošlji jim kratko sporočilo. Gremo. Vesel Božič. To je tako, kot pravi Bill Murray na koncu filma Scrooged. Veš, nikoli ni prepozno. Je kdo, ki ga lahko pokličemo? Ali pa pošljemo sporočilo, mislim, ne vem, jim napišemo. Je to pravilen način izražanja? Ne vem. Nimam veliko ljubljenih oseb v svojem življenju, ampak tiste, ki jih imam rad z vsem srcem. Tako da, veš, vsaj to imam v življenju. To so posnetki iz dejanskega prenosa v živo, ki ga je tisto noč objavil Steven. V prenosu omenja nekaj ključnih stvari, vključno s stalnim obvestilom, da Stevenova funkcija za klepet ni delovala. No, ker je ta programska oprema za prenos malo čudna, ne morem preveriti klepeta v živo, kar je res škoda. Tako da, kar pogumno, pogovarjajte se med seboj.
Lahko bi uporabil telefon, da bi občasno preveril klepet, ampak sem se odločil, da res ne maram prenosov v živo, kjer ljudje samo sedijo in berejo komentarje ter govorijo: "O moj bog, za božjo voljo, sprašujte me kaj, prijatelji." In tudi, če bom predolgo na telefonu, bom na koncu samo brskal po TikToku. In količina časa, ki sem ga izgubil z brskanjem po TikToku, je neverjetna. Torej, ja, telefon bom dal stran. Ne morem gledati klepeta v živo iz nekega prekletega razloga, ker če to naredim, se vse skupaj zamrzne in OBS samo zmrzne. Prav ja. Torej, moram se znebiti svoje tesnobe glede tega, ali bo prenos padel ali ne. Drugače bo to vplivalo na celo preklemano stvar. Ampak ja, če imate vprašanja, komentarje, mnenja, karkoli takega, težko. Kar želim, da bi to bilo, je, veste, kot ko ste včasih gledali Big Brotherja, ko je imel E4 prenos v živo, ki je trajal celo noč in so bili to samo posnetki v živo iz hiše. To bo nekako tako, torej, veste, lahko pridete, lahko greste, nekaj takega. Medtem pa se bom jaz osredotočil na igranje igre. Vse v redu, vse v redu. To je res pomembno, ker lahko ustvarjalci med prenosom v živo komunicirajo, klepetajo in berejo komentarje svojih sledilcev. Lahko se nanje odzovejo v realnem času. Ampak Steven pravi, da mu tisti dan klepet ni deloval. Šel je še korak dlje in celo zapustil prenos po nekaj urah, da bi pokazal, da si vzame odmor. Kakorkoli, vrnem se čez 5-10 minut, pojdite si kaj pojesti. Je vse tole izgovor, da bi okrepil svoje alibi? Nekatere teme, o katerih govori Steven, so tudi nenavadne, vključno s policijsko brutalnostjo. Kot sem pred kratkim nekje bral, je količina policijskih sil, ki smo jih izgubili v zadnjih 12 letih, naravnost zastrašujoča. Zato ni čudno, da kriminal narašča. Zato mi je všeč, da se držim izvajanja zločinov samo v videoigrah. Tako so stvari preproste, prijatelj. Na neki točki Steven celo omeni, da bi zločin lahko izgledal kot nesreča. Preden v prenosu v živo izreče Natalijino ime. Ja, to je fizika. To bi se zgodilo v resničnem svetu. Apsa ne igra popolnoma. Ne ravno. Prenos traja približno 6 ur, dokler Steven ne zaključi prenosa v živo s tem. Mislim, da bom zaključil ta prenos, ko ga nihče od vas sploh ne gleda. Samo tako, da rečem vesel Božič vsem skupaj. To je čas, ki se ga nekako veselimo in komaj čakamo, ko smo mladi. In potem, ko postanemo starejši, postanemo veliko bolj cinični in podobno. In potem pridemo do točke, ko ugotovimo, da ne gre več za nas. Gre za mlajšo generacijo. Gre za to, da ohranjamo to ljubezen živo in jo predajamo naprej. In mislim, da je to nekaj, česar se najbolj veselim, bolj kot česarkoli drugega, resnično. Približno 24 ur kasneje, ko ne sliši ničesar od Natalije, se Štefan odpravi k njej domov v Lurgan. In tam odkrije njeno telo in pokliče na nujno številko 999. Oprostite, ali pacientka diha? Ne! Mrzla je! V redu! Poslušajte, kakšen je naslov nujnega primera, prosim? Pokličite policijo! Pokličite policijo! Poslušaj, misliš, da je noseča? Jo! Ne morem dihati. In ti praviš, da je kul? Prosim te. V redu. Poslušaj me. Pomagala ti bom, prav? Ostani na liniji z mano, prav? Prav! V redu, poslušaj, če je na voljo defibrilator, naj nekdo drug gre pon zdaj, za vsak slučaj, če da bomo tukaj potrebovali. Povej mi, koga imaš, prav? Je se kdo drug s tabo? Torej pojdi in prinesi defibrilator. Ne, posod je kri. Poslušaj me, organizirana sem in ti pomagam. Zdaj ostani na liniji, povedala ti bom točno, kaj moraš narediti. Natalija je bila hudo pretepena, večkrat zabodena, tudi enkrat v jugularno veno. Sodni zdravnik kasneje ugotovi, da ima zlomljene več kosti v vratu, kar kaže na to, da je bila tudi zadavljena. Poleg vsega tega je bila Natalija najdena s poškodbami glave zaradi tope sile, kar pomeni, da je bila vsaj 5-krat udarjena v obraz in vrat. Tragično sta Natalija in njen nerojeni sin Dean razglašena za mrtva, kmalu pa se začne preiskava umora. Takoj začnejo detektivi preiskovati Stevana. Zelo zgodaj ga aretirajo, vendar ga hitro izpustijo, ko predloži alibi. 6 ur dolg prenos v živo na YouTubu, ki preiskovalce hitro odvrne od njega.
V tem času Stevan igra vlogo uničenega fanta. Javno žaluje na žalnem bedenju za Natalijo. Naredi in objavi spominski video o izgubi ter celo usmerja preiskovalce k njenemu bivšemu fantu kot možnemu osumljencu. Kljub temu imajo nekateri detektivi čuden občutek glede Stevana. Tako kljub temu alibiju v živo preverijo, kje je bil Stevan v času umora in kmalu pridejo do grozljive ugotovitve. Prenos v živo, ki ga je Stevan objavil v noči Natalijinega umora, sploh ni bil v živo. Dejansko so strokovnjaki za tehnologijo ugotovili, da je Stevan celoten posnetek posnel veliko prej, preden je bil objavljen tisto noč. Se spomniš, ko je Stevan trdil, da klepet ne deluje? Presenečen sem, da ne morem niti uporabiti telefona za preverjanje komentarjev v prenosu v živo, ker sem precej prepričan, da bi to vplivalo na mojo internetno povezavo. In tudi na ta prenos. Torej, to je dobro, kaj ne? Ni šlo za to, da klepet ne bi deloval. Gre za to, da je bil video posnet. Ni mogoče predvideti, kaj bi gledalci pisali v klepetu. Zato je samo pretvarjal, da je prišlo do okvare. To pomeni, da ko je Štefan trdil, da gre v živo, je v resnici ubijal Natalijo. Od 4 popoldne v nedeljo, 18. decembra, Štefan. Torej, preučujete posnetek, samo pustite ga na začetku. Torej, od 16 ure dalje samo na. decembra. Svetu je sporočal, da bo v živo prenašal. V živo. Od 6 do polnoči. Imel je poslal je objavo na Twitterju in objavo na Instagram, po kateri je povedal, da bo prenašal v živo. Božični prenos igre Nasilna noč v živo. Deluje, kot da je doma in je pripijo in spijeve živ. Igra Grand Theft Auto, tako da sedi, spoj se ve. Na vaši napravi. Zdaj je bila vaša naprava pregledana. Videl vas bom, ko bo konec. In nič ne kaže na to, da bi bili na tej napravi med 6 uro in polnočjo. 18. decembra. Na vaši napravi ni nobene aktivnosti med 6 in 12 uro. Preiskovalci so kmalu odkrili, da je Stevan 18. decembra ob 16. uri na dan Natalijinega umora načrtoval prenos v živo ob 18. uri. Vnaprej posneti video se začne predvajati v živo in le pol ure kasneje, ob 18:36, je Stevan ujet na varnostni kameri, ko preoblečen zapušča svoj dom. Nekaj minut kasneje je na posnetku, kako se z avtobusom pelje proti Natalijinemu domu. Posnetek zvonca na vratih kasneje pokaže, kako se Stevan približuje Natalijini hiši okoli 20:51. Skoraj 1 uro kasneje, ob 21:30, je Stevan ujet na istem posnetku zvonca, tokrat, ko zapušča Natalijin dom. Potem, da vidimo, kako ustavlja taksi in beži s kraja zločina, ter se odpravlja nazaj proti svojemu domu. Mini Lobi še približno 24 ur, preden se je Stevan vrnil na kraj zločina, se pretvarjal, da je našel Natalijino telo in poklical številko za nujne primere 911. Ko preiskovalci končno zberajo vse te informacije, je Stevan drugič areteran 31. januarja 2020. 3. Stevan, aretiran si zaradi umora. Niti treba ničesar povedati. Vendar te moram opozoriti, da če ob zaslišanju ne omeniš nečesa, na kar se boš kasneje skliceval na sodišču, lahko to škoduje tvoji obrambi. Če pa kaj poveš, se lahko to uporabi kot dokaz. To je to. Počakaj, Stevan, živi. Zaradi suma glede celotnega dogodka je policijska služba Severne Irske izdala izjavo, v kateri so med drugim zapisali: McCulley je bil zelo prepričan, da bo zato ostal nekaznovan in je igral vlogo žrtve. Med svojo skupino prijateljev, v družini McNally in v javnosti v Lurganu. Ta mlada ženska, zelo ljubljena hči in sestra, je bila 15 tednov noseča in navdušena, da načrtuje preostanek svojega življenja kot mati. Tukaj je izvedel dolgotrajen in šokantno nasilen napad, ki je vzel življenje Nataliji in njenemu nerojenemu sinu. Ta napad je pretresel celotno skupnost. Ne samo, da je bil izjemno brutalen, bil je tudi skrbno in hladnokrvno načrtovan.
Ljubeča družina je ostala z nepredstavljivo bolečino. Izgubili so svojo ljubljeno Natalijo in dečka, ki so ga tako zelo želeli sprejeti v svojo družino. Stefan je bil na koncu obtožen enega umora, saj Severna Irska nima posebne obtožbe za feticid. Stefan se je izrekel za nedolžnega glede obtožbe in njegov sodni proces se je začel 16. februarja 2026 na višjem sodišču v Belfastu. Trajal je približno 6 tednov, preden se je 12-članska porota soglasno odločila za krivdo. 3. junija letos je sodnik odločil, da mora odslužiti najmanj 31 let zaporne kazni. V redu, torej poznamo izid primera. Ampak kako smo prišli do sem? Želim se poglobiti v vse to. In zato povabimo današnjega gosta. To je prijatelj oddaje in mednarodni odvetnik David Todefiore. David, lepo te je videti, hvala, da si prišel. Škandal kot vedno. In vrnimo se malo nazaj. Pred kakršnokoli izrekom kazni, pred kakršnokoli obsodbo. Na samem začetku imamo to žensko, 32-letno Natalijo, ki jo najdejo umorjeno. In nekaj, kar pogosto rečemo v svetu resničnih zločinov, je ta fraza. Vedno je mož, vedno je fant, vedno je partner. Torej, misliš, da bi preiskovalci najprej začeli podrobneje gledati partnerja? Mislim, da ja. In kar je pomembno, tudi obtoženec je to vedel, zato je dejansko poskušal pokazati na njenega bivšega fanta, kar je bilo del zavajanja, v katerem je sodeloval. Ampak aretiran je bil dvakrat, torej najprej so ga aretirali takoj, očitno potem, ko so prišli v njen stanovanje, kjer je bilo truplo. In očitno so morali videti nekaj, kar jim je to nakazovalo. Čeprav je trdil, da je pravkar prišel in jo našel, so sumili, da je morda on storil umor. In potem je, kot ste verjetno že govorili, uporabil ta način ustvarjanja alibija. In potem je bil kasneje, veliko kasneje, ponovno aretiran, tako da se zdi, da so se policisti nanj osredotočili že od začetka. Alibi jih je sprva prepričal, da ni bil on. Močno so preiskovali tudi tega bivšega fanta, na katerega je pokazal s prstom, nato pa jih je to na koncu pripeljalo nazaj do njega. V redu, moramo govoriti o alibiju, ker je to res noro. Omenila si. Torej, Steven, fant, je bil tako aretiran. Preiskovalci so mislili, da je on kriv. Potem pa reče, počakajte malo, ustavite konje, imam 6-urni alibi. Delal sem ta YouTube prenos v živo, zato so pogledali in rekli, v redu, ja, wow, bil si na YouTubeu, bil si v živo. V redu, verjetno v tistem času nisi mogel zagrešiti umora. Super, vse je v redu, lahko greš naprej. Seveda pa ima ta zgodba nekaj lukenj in to bo vodilo do njegove prihodnje aretacije. Kaj pa misliš o tem, da se je tako zelo potrudil, da si ustvari alibi? Mislim, 6 ur je snemal ta prenos v živo, kar zame jasno kaže na vnaprejšnje načrtovanje. Kaj meniš ti? No, to je zelo edinstveno. Očitno je izkoristil sodobno tehnologijo, da bi si ustvaril alibi. To je zanimiv način, kako to poskusiti narediti. In presenečen sem, da tega v preteklosti ni poskusil še kdo drug. Ampak se mu je na koncu seveda vse skupaj maščevalo. Na srečo pa so policisti in preiskovalci podrobneje pogledali ta domnevni prenos v živo, ki v resnici sploh ni bil živo. In to je eden najbolj zanimivih delov tega primera. In razlog, zakaj mislim, da je pritegnil toliko medijske pozornosti. Ja, mislim, da imaš prav, ker ima toliko ljudi vedno telefone pri sebi. Ves čas uporabljamo družbena omrežja. Mislim, tukaj na Law & Crime ves čas prenašamo v živo. Mislim, to je nekaj, kar ljudje počnejo, tako da imaš prav. Zanimivo je, da nismo videli več takšnih primerov. Ampak, kot si rekla, je super, da so detektivi pogledali, naredili hiter pregled in rekli, wow, v redu, ta tip ima alibi. Ampak potem so si rekli, počakaj malo, tukaj je nekaj sumljivega, poglejmo zadevo še malo podrobneje. In izkazalo se je, da so na koncu uporabili svojo ekipo za kibernetske preiskave, da so primer res razkrili. Misliš, da je zato trajalo malo dlje, preden so ga drugič aretirali in kasneje obtožili? Ja, absolutno. Očitno so ga zasliševali večkrat, mislim, da sem prebral, da celo 8-krat, tako da so zagotovo postali sumničavi. Verjetno so imeli več pomembne dokaze, ki so nakazovali, da je to storil. Ampak potem so imeli res močan alibi, ki je pokazal, da je bil takrat na povsem drugem kraju. Prenos v živo jih je na koncu, pripeljal do tega, da so vključili prave strokovnjake za preiskavo. Ali bi lahko ponaredil ta prenos v živo, kar je na koncu tudi storil. In ob tem se res vprašaš, ali je vedel, da ima to šibko točko. Ali ga je skrbelo, da bi lahko ugotovili, da ni bil v živo, veš, da je bil prenos v živo vnaprej posnet?
ampak je še vedno, veš, zelo edinstven način, kako se poskušaš predstaviti. Kot da si na enem mestu, medtem ko v resnici zagrešiš zločin na drugem. Ja, vse to je, kot sem rekla. Mislim, da tukaj kaže na veliko mero predhodnega načrtovanja. Dejstvo, da je to ustvaril in predstavil ta alibi detektivom ter rekel: hej, sploh nisem bil tam, bil sem brez skrbi. In mislim, da je prav prevara tista, ki mi najbolj izstopa. In tudi nekaj, kar si ti omenila. Zakaj? Veliko ljudi res zanima ta primer, ker imamo ta edinstven dejavnik. Bil je kar dobro poznan na YouTubu. Dejstvo, da je imel ta domnevni alibi z neposrednim prenosom. In poleg tega moram še enkrat poudariti. Ta prevara tukaj, mislim, dejstvo, da je javno govoril: moj bog, tako zelo sem imel rad Natalijo. Šel je na njeno žalno slovesnost, tolažil je njeno družino. Na družbenih omrežjih je objavljal o tej tragediji. Mislim, ko je to končno prišlo na sojenje, ali misliš, da bi, če bi bila ena od tožilk to izpostavila? Dejstvo, da je ta moški, ki se je izkazal za morilca, hkrati tolažil njeno družino. Ja, mislim, da bi to zagotovo izpostavili. In to je bilo zagotovo, vsaj po tem, kar sem prebral, del odločitve o izreku kazni. Veš, to je vplivalo na kazen, ki jo je dobil. Sodnik je poudaril, da se je veš obnašal tako, da je veš se pretvarjal, da žaluje za njo. Da je veš skupaj z njeno družino žaloval zaradi te tragedije. Da je veš objavljal stvari na družbenih omrežjih o tem, kako je prizadet. In pisal prijateljem o njej. Mislim, vse skupaj je bila ena sama predstava. In mislim, da je to vplivalo na zelo dolgo zaporno kazen, ki jo je prejel. Ja, to je tisto, kar je tako strašljivo v takih primerih. Ker če se zgodi takšna tragedija, in o tem pogosto poročamo, pride do umora. Ljudje se seveda odzovejo na različne načine. Ne moremo jim nujno očitati, ampak če so skupaj z družino in veš, da žalujejo za izgubo, jim seveda sočustvuješ. Potem pa se izkaže, da so prav oni storili to dejanje, je to res strašljivo. Vsaj. In mislim, če govorimo o tem, kako je bila Natalija dejansko ubita, me zanima, ali misliš, da se bodo tožilci res osredotočili tudi na to. Način, kako je umrla, mislim, zdi se tako brutalno. Bilo je več ubodnih ran, davljenje, močni udarci v glavo, poškodbe zaradi topih predmetov. In zame, ko slišim vse te stvari skupaj, se zdi, da je bil to zelo intenziven in čustven zločin. Ni bilo tako, kot da bi ostrostrelec streljal z velike razdalje, recimo z druge strani nogometnega igrišča. In zdi se, da je zelo intimen zločin, če moraš nekoga zadaviti. To se ne zgodi v trenutku. Kakšno je tvoje mnenje o vsem tem? Ja, popolnoma se strinjam s tabo. Veš, najprej, to res vpliva tudi na klep. In da bi tožilci dosegli obtožbo za umor, so morali dokazati tako, da je to storil on, kot tudi, da je imel namen, veš, ubiti jo ali povzročiti hude telesne poškodbe. In način, kako se je vse skupaj odvilo, kako nasilno je bilo umor, da jo je zabodel in zadavil. Mislim, ni dvoma, kaj je poskušal narediti. Poleg tega, dejstvo, da si je vnaprej ustvaril alibi, prav tako kaže na namen. Način, kako je potoval do njenega stanovanja, na načine, za katere je upal, da ga ne bodo izsledili. Mislim, vse to je pomagalo dokazati na klep, vendar je bil zločin brutalen. In del tega je morda tudi to, da je veliko težje dobiti pištolo na Severnem Irskem in v Združenem kraljestvu. In morda ni mogel dobiti pištole. S pištolo bi bilo verjetno manj nasilno, na nek način hitrejša smrt. Morda pa si je želel tudi počasne smrti. In včasih, žal, lahko iz načina, kako je zločin izveden, vidiš, da nekdo dejansko namerava povečati količino nasilja, ker je tako jezen na osebo. In to je verjetno tudi tisto, kar je porota mislila. O moj bog, to bi tudi jaz mislila v takem primeru, ko so vsi podatki predstavljeni. Dejstva o tem, kako je umrla. In nekaj, kar nočem, da se tukaj izgubi, seveda. Imamo 32-letno žensko, ki je umrla. In ni samo umrla, bila je brutalno umorjena. Poleg tega je bila takrat tudi noseča. Mislim, ali je to nekaj, kar bi še bolj ganilo poroto? Ja, absolutno. Mislim, ubil je še nerojenega otroka, domnevno svojega nerojenega otroka. In sodnik je opazil, da je nameraval to tudi storiti. Zavedal se je, da je bila noseča. In zato te tudi, prisil, da se vprašaš, zakaj je to storil na tako nasilen način, ko je vedel, da je, nosila nekoga v sebi. Res je žalostno. Mislim, dejstva tega primera so res, res pretresljiva.
In veliko smo govorili o tožilstvu, ker seveda vemo, kako se je primer končal. Ampak recimo, da je bil pravkar obtožen. Še nismo šli na sojenje, ampak se pripravljamo in ti si zagovornica. Kakšno obrambo bi sploh lahko pripravila za tega človeka? No, pomembno je, da ni pričal. In zato? Ker se je odločil, da ne bo pričal, in tudi ni, je verjetno sprejel to odločitev. Ali pa je, veste, v posvetovanju s svojimi odvetniki, ker ni želel biti navzkrižno zaslišan. Potem je omejen v tem, kakšno obrambo lahko zagotovi. Verjetno so poskušali le najti luknje v dokazih tožilstva in, veste, poskušati povedati, da ni dovolj dokazov, ki bi ga povezovali s kaznivim dejanjem. Nisem prepričan, ali so se odvetniki obrambe poskušali vztrajati pri trditvi o prenosu v živo ali ne. Če bi to storili, bi verjetno morali imeti, veste, strokovnjaka za tehnologijo, ki bi pomagal to razložiti. Morda je bilo, veste, nekaj tega, kjer so se nekako prepirali glede tehnologije. To bi lahko bilo zmedeno za poroto. Iskreno, bilo mi je zmedeno, kako so tožilci uspeli ugotoviti, da ni šlo za prenos v živo, čeprav je bilo predstavljeno kot prenos v živo. Imelo je nekaj opraviti s tem, kako podatki, veste, zaostajajo za prenosom v živo, ko je posneto, v primerjavi s prenosom v živo. Zato ste potrebovali tehnike, da so pri tem pomagali. In verjetno so pričali, da bi to pomagali dokazati. Ne vem, ali je obramba pripeljala svoje strokovnjake, vendar bi morali poskušati najti luknje v tem in poskušati ohraniti alibi ter ga omogočiti, da obstane. Ja, to je res težko izpodbijati, ker imaš prav. Nisem strokovnjakinja za tehnologijo. Veš, samo zaupam temu, kar strokovnjaki pričajo. Ampak v bistvu se sliši, kot da so podatki drugačni, ko v živo prenašaš. V primerjavi s tem, ko posnameš in objaviš. Kot da je to prenos v živo. In to je tisto, kar je tako težko v toliko primerih, ki jih obravnavamo. Če je vpleten mobilni telefon, veš, če je poslano sporočilo, ali če tvoj telefon zazna lokacijo nekje, je res težko izpodbijati kaj takega. In to je očitno tisto, kar se je tukaj zgodilo, saj je bil spoznan za krivega. Ampak vseeno bi ti rada nekaj vprašala. Omenila si, da je težje imeti strelno orožje v Severni Angliji, oziroma, oprosti, v Severni Irski, kjer se je to zgodilo. Tudi v Angliji, ampak to je druga stvar. Torej, kakšne so še druge razlike tukaj? Misliš, da je kazenski pravosodni sistem precej podoben tistemu, ki ga vidimo v Združenih državah, kar se tiče sojenja v Severni Irski? Je bilo podobno? Kakšno je tvoje mnenje? No, zelo je podobno kot v Angliji, ker sta obe del Združenega kraljestva. Obe imata sistem običajnega prava. Tako je v tem smislu podobno tudi tukaj v Združenih državah. Gre za sistem običajnega prava. V Združenem kraljestvu imajo različna sodišča. Mislim, da bi bilo to na kronskem sodišču, ker gre za zelo resen zločin. To bi mu omogočilo sojenje s poroto, ki jo je tudi imel. Torej je postopek nekoliko drugačen kot v kazenskem primeru v ZDA in glede tega, kako poteka. Vendar pa je veliko podobnosti, tako glede zakonodaje, kot tudi glede postopka. Ja, omenila si stvari, kot je to, da če bi stopil na pričo v svojo obrambo, bi se odprl za navzkrižno zaslišanje, kar nam je tukaj v Združenih državah zelo dobro znano. Tega na koncu ni storil. Kljub temu ga je porota v tem primeru spoznala za krivega. Si presenečena nad razsodbo? Ne, sploh nisem presenečen. Veš, ko so tožilci ugotovili, da to ni bil prenos v živo in veš, s pomočjo tehničnih strokovnjakov so verjetno predstavili precej močne dokaze, da ni šlo za prenos v živo. Potem mislim, da se njegov celoten izgovor sesuje in postane očitno, da gre za prevaro. Navsezadnje je on tisti, ki je igral, da jo je odkril dan potem, ko jo je dejansko ubil. In zagotovo je moralo biti precej DNK dokazov, ki so ga povezovali s kaznivim dejanjem. In tako je bil primer v nekaterih pogledih verjetno zelo jasen, še posebej, ker verjetno ni imel veliko obrambe. Če bi imel res močno obrambo, ali bi mislil, da bo pred poroto deloval verodostojno, ali bi lahko na poroto čustveno vplival tako, da bi ga podprla, bi verjetno pričal, vendar se je temu odpovedal. Ja, težko se je boriti proti dokazom, če imamo DNK, če imamo podatke iz mobilnega telefona. Veš, če je imel telefon pri sebi in je bil zaznan na določenih lokacijah. Poleg tega sva govorili o tem YouTube prenosu v živo. Mislim, veliko stvari je bilo proti njemu. Tudi mene razsodba ni presenetila. In me zanima, ali te je presodba presenetila. Torej, obsojen je bil na 31 let. In tukaj v Združenih državah, mislim, je seveda odvisno od tega, v kateri zvezni državi si, ali je na voljo smrtna kazen ali pa dosmrtni zapor. Dosmrtni zapor brez pogojnega izpusta, z ali brez česarkoli pač že.
Ampak tam pri vas se mi zdi, da vsakič, ko se pogovarjam s tabo, so kazni, ki jih dobijo za zločine, za katere bi tukaj dobili dosmrtni zapor in nikoli ne bi prišli ven, nekoliko drugačne. Mi lahko razložiš izrečeno kazen, teh 31 let, ki jih je dobil? Ja, mislim, 31 let je tam velika kazen. Očitno je tam nekoliko večjo si poudarek na poskusu preuzgoje in rehabilitacije nekoga, potem ko je storil kaznivo dejanje. Tako so lahko kazni včasih milejše, vendar je to zelo velika kazen, 31 let. Mislim, da bo precej star, ko in če sploh pride iz zapora. In zdi se, da je bila splošna javnost na Severnem Irskem, mislim, zadovoljna. Ja, zveste, mislim, da se je zdelo, da je bila družina zadovoljna. Nisem videl ničesar od družine, kar bi nakazovalo, da menijo, da bi morala biti kazen daljša. Čeprav mislim, da je družina čutila, da imajo dosmrtno kazen. Veste, za vse življenje so jo izgubili. Izgubili smo nerojenega otroka in vnuka, veste, ki bi bil vnuk ljubečih starih staršev. Tako da, veste, mislim, da si v nekem smislu mogoče želijo, da bi tudi on dobil dosmrtno kazen, tako kot oni. Ta primer, mislim, veste, ko sem poslušala in slišala o njeni družini, sem videla veliko objav njenih bratov in sester ali staršev. Organizirajo pohode v spomin na Natalijo, veste, ozaveščajo o nasilju v družini. Tako žalostno je govoriti o takem primeru, ker bi ga bilo mogoče 100% preprečiti. To se ni smelo zgoditi. In res je žalostno. Skozi kakšne podrobnosti smo morali iti in o njih danes govoriti. Ampak David Tifuri, hvala vam, da ste nas popeljali skozi ta primer. Hvala. In tukaj se današnja epizoda oddaje Scandal za zdaj konča. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več ali se povezati z mano na družbenih omrežjih, me lahko najdete na omrežjih, kot je Instagram pod imenom Sierra Gillespie. Hvala, ker ste gledali današnjo epizodo oddaje Scandal. Kot vedno sem vaša gostiteljica, Sierra Gillespie, in se vidimo naslednjič.